Pričevanje je nenavadna knjiga, izpisana v posebnih stanjih zavesti. Je skok v brezno spoznanja brez padala. Je knjiga uvidov v mehanizme bivanja in minevanja, izpisana v kristalno jasnih verzih, z upanjem, da se bo dotaknila ranljivosti vsakogar od nas. Pred nami je knjiga intimnih zgodb, spiritualno priznanje, ki nagovarja dušne ljudi, iskalce, bralce z odprtim srcem in željo spoznati. Knjiga, ki se dotika nujnih vprašanj našega časa. Risbe slikarja Dušana Fišerja so na videz enostavne in stilizirano preproste, obenem skrivnostne in zabrisane, a vselej na sledi, pred in ob verzih. Pričevanje pričevanja. Bilo je junija 2018. Ne vem zakaj, a zaupal sem instinktivno. Moji ženi, mojim strahovom in obema šamanoma, tako sta se vse sama imenovala, mlajšemu Kilu in starejšemu Gaju, nekdanjemu peruanskemu poslovnežu, ki je preživel hudo bolezen in depresijo 10 let v amazonskem pragozdu. Bil sem star 45 let. Kar nekaj sveta sem videl. V zadnjem letu sem se soočal z notranjo krizo, z frustracijami in z izgubo ljubljenih oseb. Zaupal sem. Bil sem pripravljen. Toda na kaj? Mravljo vidiš, ki nosi mrtvo mravljo. Skupaj šele sta, kar imenuje življenje. Živ si le, kolikor si že mrtev, a ne živi mrtvec, z mrtvim oživljen. Z vsem, kar si bil. Z vsem, pred čemer si bežal. Čista negibnost gibanja. Mrtva mravlja, ki nosi živo. Ko te kdo vpraša, kako si, Mu ne odgovori, dobro sem. odgovori mu v iskanju. Nobenih votlih besed več. Kako si? Jasno, kristalno nebo. Tako sem.
Odpihni lučke z regrata, naj se razletijo plameni po nebu, se obrnejo studenci, da voda odteče navzgor. Naj se predro težke bule v trebuhih oblakov, padejo beli padalci miru po zemlji. To je totalna vojna. To je totalna vojna, totalne ljubezni. Ne oprijemaj se za to, kar si še pravkar bil. Konstelacije se ne vrnejo nikoli. Padaj, padaj, padaj. Odpihni lučke z regrata. Padaj, padaj, padaj. Odpihni tudi mene. Zmeraj sem mislila, da mora misel prodirati v globino, vrtati v neznano kot sveder ali kot trmast človek na zemlji. Desetletja sem poskušala in vrtala, a tam ni bilo ničesar. Moja frustracija je rasla. Sveder se je vsakič zlomil ob niču. Ves čas sem mislila narobe. Razum je zmožen razumeti le z napako. Ne vrtam več v temne trebuhe oblakov. Enostavno dežujem sredi hotelske sobe. Ne razmišljam več o nebu. Sem nebo. Kjer se izmaknejo besede, prideš ti in me objameš in zaziblješ. Jaz le na videz spim, zazrta v druge kraje. To niso sanje in ne zatočišče. Zdaj drugače vem, da sem svobodna in da v vsakem mraku spi nebo.
Ob poti sem našla puščico. Vanjo sem dala vse svoje strahove. Vanjo sem dala vse svoje skrbi. Vanjo sem dala, kar me najbolj teži. Miže sem jo izstrelila v neznano nebo. Sem upala, da nikoli ne pade nazaj na zemljo. Vrnil se bo svet, vrnila znana ulica in cel kup obveznosti. Vrnila se bo želja biti bolj uspešna v lepi laži, ki jo dan za dnem gradimo. Vrnil se bo svet, vrnili prodajalci sladoleda in drugih večnosti. Vprašaš me, kaj je ponižnost? S tabo, ki to bereš, se srečujem kot z enakim. Obenem sem ponižen pred neskončnostjo v tebi. Znake je mogoče brati na več načinov, kot je duš. Ljubezen pa je ena. In ena je vednost. In eno si ti. In eno jaz. In vsota, ti in jaz, je eno.